Jaz bi samo še dodala k temu, kar je kolega Rake Vele z Dnevnika. Torej, samo ena drobna stvar bi še dodala k temu, ker bo gospod Slivnik predvidevam odgovoril, da je bila pred dnevi ravno tako odpoklicana odlična novinarka, torej delova novinarka Barbara Šurk. V tem letu je dobila nagrado, torej novinarsko nagrado, državno novinarsko nagrado, bila je pero meseca in bila je pero leta na delu. Poklicana je bila z mesta dopisnice in potem vseh stvari ne bom govorila, ker tudi v globino ne poznam, zdaj ni več na delu. Je bila prisiljena in dala je odpoved. Hvala. Bila je pa dovolj dobra, da se je vzeli na AP. Hvala. Mislim, če v tej zadevi tudi izpostavljate novinarske nagrade, potem se bom vprašati, kakva je kvaliteta tih nagrad. Zdaj bom govoril, stop, gledajte, ne opustite. Zdaj bom, gledajte, lahko povem. Gospod Slivnik, ali boste rekli, da je kolegica Šurk tudi slaba novinarka? Ne, najboljša. Gledajte, lahko dokončam. Gledajte, zdaj bom govoril v eni osebi, kot novinar, kot bivši dopisnik iz tujine, kot bivši namestnik urednika zunanje, kot diplomiran politolog za mednarodne odnose, kot človek, ki se je ukvarjal z zunanjem politiko, pol od svojih vsebinskih zadev, pol časa. Torej, poznam odnose z Avstrijo, poznam odnose z bivšim Balkanom, s Hrvaško, organizacijo mednarodnih odnosov, vse te stvari. Torej, oba ta človeka, Grah in Kajzer, ne izpolnjujeta minimalne kriterije za to, da bi bila dopisnika. Prvi, nima nobenih zvest na Dunaju. Torej, kaj je dopisniško delo? Dopisniško delo je imeti dobre veze v okolju, v katerem deluje, pristop do različnih informacij. Dopisnik iz tujine mora biti zmožen pisati vse zvrsti. Bom zdaj torej govoril kot urednik, ki se mogoče pa slučajno spoznam na vse zvrsti. Torej, vse to, ta dva sta delala slavo. Grah je lani v bistvu zgrešil vsebino vsega. Gospod Kajzer, ki pravijo, da ga bo... Jaz vas prosim, gospod Slivnik, to pustite zdaj v vaši hiši poimensko. Ne, gospod Slivnik, gre za to, da poskušate biti urednik med tem, ko ste predsednik uprave. Pustite, gledajte. Pol pa ostali se umirite, pa mu dajte govoriti. Gospod Grah je prišel, je rekel, noben ni izpostavljal njegovega osebnega primera. Jaz, ko sem prvič nastopil, nisem v nobenem osebnem primeru govoril. Zdaj govorim, ko oni govorijo. Oprostite, a bom jaz zdaj to... Najmo razpravo ste v ličku. Tako samo eno vprašanje za gospoda Slivnika. Kje mi se bojim, da lahko podate na bom kar na glas povedal. Samo eno vprašanje, ki se nanaša na to debato. Povedali ste, da kolega Kajzer dela slabo, da kolega Grah dela slabo, da kolegica Šurkova dela slabo in kakor vidim, ogromno delovih novinarjev dela zelo slabo. Tudi mene je strah, da delam slabo, kot sem že prej povedal. Zato bi vas prosil, da poveste imena novinarjev, ki po vašem mnenju delajo dobro. Ne, vedete, samo en stavek. Še en stavek. Zdaj, itak, to nima več smisla. Ne, stop, ok. Torej, gledajte, Janko Lorenci je rekel, seveda, da pada naklada dela. Mene to zelo skrbi. Naklada dela je izdelek urednikov in novinarjev dela. Oprostite, stop. Delo ima več edicij. Časopisno podjetje Delo ima več edicij. Veso, kaj dela uprava za to, da bi bile naklade stabilno. A uprava dela kaj? Samo en stavek reči, da ali ne. Ne, ta trenutek Gledajte, a lahko zdaj, a hočete en talk show? Hočete en talk show, ko se je v glasu rok bo zanimivo. Gospod Slivnik, rad ste v več vlogah, ampak zdaj prepustite vlogo razpravljalcev. Najboljši talk show bo imela. Domo je dostavil dokumente o aferi Sova. Spet izpostavljate posameznike, gospod Slivnik, kar ni vaša vloga in vloga zdaj. Lahko odgovori njegov urednik tam. V redu. Samo nekaj pa gospodu Slivniku vendarle zamerim. Glede, ko smo lansko leto proslavljali 3 lipi sprave,
15. junija, pred naš dan, sem se potem hotel zahvaliti Slovenski vojski za udeležbo in policijski godbi. Toda, delo je to objavilo, toda proti plačilu, gledajte, jaz sem upokojenec, za neko pokojnino, pa sem plačal za to $250,000. Gledajte, za to pa nekoliko gospodu Slivniku vendar ne zamirno. Nas kot javnosti tukaj na tem omizju bilo omenjeno, kako javnost naj reagira na to situacijo. Pa bi samo povedala, da ko smo mi nekako nezadovoljni kot javnost, lahko odpovemo uporabo teh storitev. Recimo, odkar je gospod Danilo Slivnik predsednik uprave, pa čez ne kupujem več dela. Isto se lahko zgodi tudi z Večerom in s Primorskimi novicami. Ampak je vprašanje, kaj lahko naredimo v primeru RTV Sloko, recimo, imamo oddajo Piramida, ko je do pred kratkim bila v informativnem programu in podobnimi oddajami, ki absolutno so nespodobne za eno javno televizijo, pa ne moremo storiti ničesar, torej ne moremo nekako nehati kupovati usluge radio televizije Slovenije. Mogoče pa malo patetično za konec, samo vsaka čas, da ste se oglasili in mislim, da je skrajni čas, da se nekaj naredi. Hvala. Jaz bi rad samo izrazil zaupanje v ravnanje gospoda Slivnika, glede na njegove bogate izkušnje, kajti on je bil zadnji izvršni sekretar CK-ja, za Hitro, poznejši lastnik Maga, današnji upravitelj Dela, dopisnik v Moskvi in tudi sicer izkušen človek in jaz mislim, da mu moramo pritrditi, da on živi, kako je treba.